dan. Kaj ste se torej dogovorili? Torej prihajamo v fazo pogajanj, ko je situacija za državo vedno bolj resna, kajti Slovenija nujno potrebuje vlado in to vlado, ki bo stabilna. Namreč pogledajte, v 4 letih smo s težavo vzpostavili politično stabilnost, konsolidirali javne finance, zagotovili razvoj in zdaj je pomembno, da se seveda dogovorimo, da bo tudi prihodnja vlada lahko nadaljevala s temi procesi. Odločitev Levice me pravzaprav ni presenetila. Zavedam se, da za vstop v vlado je potreben pogum, gre za neko zrelost stranke, gre za neko prevzemanje odgovornosti in to ni enostavno. Vendar lahko rečem v imenu naše stranke, da se tega še kako zavedamo in da seveda smo ravno zato tako močno vpeti v ta pogajanja, da bi pomagali, da pride do neke čvrste koalicije, do čvrste vlade. Nedvomno SMC vztraja pri dosedanjih stališčih, smo in bomo podpirali gospoda Marjana Šarca za kandidata za predsednika vlade, pri tem vztrajamo. Vsi pa seveda želimo, da bi se okoli njega oblikovala, kot sem rekel, neka čvrsta razvojna koalicija, da se zagotovi nek razvoj, ki bo peljal Slovenijo še naprej stabilno, svobodomiselno in razvojno usmerjeno. Ampak ali je za vas opcija, torej manjšinska vlada z projektno podporo Levice, kot so nekako dali ponudbo danes na mizo? Kot sem rekel, me ta, bi rekel, korak nazaj, ki ga je storila Levica, saj delni korak nazaj, ni presenetil. Zanesljivo pa za Slovenijo manjšinska vlada ni najboljša možna rešitev, to je samoumevno. Želimo si vlade z polno, torej absolutno večinsko podporo v državnem zboru, takšno, ki bo lahko nadaljevala procese, ki smo jih v teh 4 letih izpostavili, ko smo državo potegnili iz krize, jo stabilizirali in usmerili na neko pravo pot. Zdaj seveda pred nami je še kar nekaj tednov, v katerih bodo potekala jasno pogovori, pogajanja, zahtevni procesi in dajmo temu času priložnost. Zanesljivo pa bo SMC podprla gospoda Šarca za mandatarja, torej bo dobil podpise naše poslanske skupine in to je že po mojem zelo jasen signal, da mislimo se svojo podporo resno. Tako da, ja. Vi boste zdaj dali podpise, potem se bo šele sestavljala vlada. Kako pa pričakujete, da se lahko potem to, kjer varianto recimo stabilne vlade vidite v tem trenutku? Torej proces, ki ga določa ustava, je takšen, da je treba najprej v državnem zboru izbrati predsednika vlade, torej mandatarja, kot rečemo. In temu procesu sledimo, zato seveda v tej prvi fazi, ki je najpomembnejša, bomo dali, kot smo rekli, podporo gospodu Šarcu. Potem pa bo stekel nadaljnji proces, ko bo treba imenovati na njegov predlog ministre v državnem zboru in ko se bodo verjetno še dorekle neke vsebine koalicijskega sporazuma. Šele takrat bomo točno videli, kdo vse je v koaliciji in SMC zagotovo bo ta proces podpirala konstruktivno in verjamemo, da se bo potem temu jedru koalicije, ki zdaj že nastal, pridružila še kakšna stranka, ki bo pač prepoznala to odgovornost in pomen tega trenutka, kajti Slovenija se ne sme več vrniti v situacijo nestabilnosti, v situacijo nekih strankarskih prepirov. Danes je treba interese države postaviti pred interese posameznih strank. Hvala lepa. Kot sem rekel, hvala lepa. Vse se bo še bilo.